Kot sem zasledila iz vašega kataloga, da je ideja nastala nekje v Cankarjevem domu v Ljubljani in potem je kar nekaj časa zorela in dozorela. Tako je. Ja. Ona je na tem koncertu Ivana Skrta sem dobila idejo, sem mu jo tudi takoj po koncertu sporočila. Sem rekla, da sem videla te posode, ki so bile do takrat že ustvarjene, napolnjene z soljo, ki predstavljajo bele tipke klavirja in ogljem, ki predstavlja črne tipke klavirja. In to je bilo v tej uri pa pol njegovega nastopa, je cela vizija te instalacije se porodila. Potem pa sem nekako jo morala umestiti v prostor in ta prostor je bil idealen. Samim tlorusom, samim kamnom v dveh barvah, ki je naznačil kvadrat, ki je naznačil, da smo v kvadratu, ne, in da smo piramide potem ustvarjali kot 4 nosilke tega kvadrata. Za vami je preko 150 razstav vse povsod. Kje ste že vse razstavljali? In tudi tale opus je nekako dozorel v letih, ko ste začeli z umetniškim ustvarjanjem. Ja, jaz sem imela eno posebno priložnost, da sem prvo svojo razstavo naredila v Cankarjevem domu 91. leta. In to multivizijo bela razstava, ki je imela že tudi vonj in okus in gib vštet poleg barve in plesa posameznikov. Takrat sem naznačila to multivizijo, ne kot slikarka, ne kot kiparka. V steklu sem od 97. leta. Začela sem v Cankarjevem domu, razstavljala sem na gradu 2 projekta v Narodnem muzeju, na Celjskem gradu stalna postavitev, v Izolski galeriji, ki sem jo vodila par let, Kerubin, smo imeli veliko razstav. V Londonu, potem v Franciji, v Strasbourgu, v Bruslu, potem sem razstavljala v Italiji, v Avstriji, v glavnem, dosti sem v Indiji živela in tudi tam največ takrat ustvarjala, v svetovnem mestu Oroville, na Švedskem, na mednarodnem bienalu, potem na Tajskem, v Avstraliji, v USA, skratka, po celem svetu sem poskušala se razširiti, tam delovati, ustvarjati in potem predstaviti tudi publiki. Kaj vas je kot mlado umetnico navdušilo, da ste se začela ukvarjati z umetnostjo? Kaj je bil pravzaprav takrat, ker izhajate iz Hrastnika, kaj ne, vaš navdih? Jaz sem celo življenje nekako hrepenela po tem, da bi mi bilo dano ustvarjati, pa sem bila kreativna, ampak tega nisem dojela, da je to sploh to. Jaz sem gledala umetnike kot neke male bogove in meni se je zdelo, da jaz tega nisem vredna. Ko sem pa na terapijah naredila veliko svojih osvoboditev tega svojega mišljenja negativnega o sami sebi, ko sem svojo samopodobo nekako izboljšala, se je ta kreativni moment začel odpirati s tako silovitostjo, da so barve kar same letele na platna in takoj že v tretji sliki so šle v 3 dimenzije. Torej, nisem bila slikarka, šla sem naprej v bolj kiparsko zgodbo, bom rekla, in kasneje tudi v same postavitve, ki sem jim tudi dodajala vonj, kar je moja posebnost. Kot ste rekli, je to nekje že 47. razstava, ki jo odpirate. Ta, ki pa je današnja, te avtorice Mirjane Rovina, pa je nekaj posebnega. Tako je, kot ste že sami rekli, današnja razstava je nekaj posebnega. Niso slike, osnovni element je steklo. In steklo, ki nekako povezuje skupaj s soljo in ogljem v črno-belo simfonijo, ki dosti več ne bom povedala, ampak bom povabila vaše gledalce, da se pridejo gledati. Je nekaj posebnega. Resnično je posebnega. Predvsem mislim, da je potrebno kreativnost, razmišljanje. Praktično to črno-belo simfonija pa nekako nakazuje tudi to povezovalno funkcijo, ki jo tudi v Zavarovalnici Triglav vidimo in delujemo na ta način kot sodelavci, povezalno z okoljem, v katerem delujemo, in mislim, da ima tudi zavarovalništvo in umetnost nekaj skupnega.
No, kot že rečeno, veliko razstav, ampak mislim taka kot tokratna pa še ne. Točno tako in vabim resnično vse, da se pridejo ogledati. Do 10. januarja bo razstava odprta in vabljeni.